smo pripravili seveda ob svetovnem dnevu hiperholesterolemije, tako kot že nekaj zadnjih let. Lep pozdrav vsem, jaz sem Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in bom konferenco vodil. Moja dva sogovorca sta docent dr. Urh Grošelj iz pediatrične klinike UKC-ja, bolj natančno iz kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, ter profesor dr. Mirjam Šebestjan iz kliničnega oddelka za kardiologijo interne klinike tudi UKC Ljubljana. Lep pozdrav vsem. Najprej nekaj tehničnih navodil. Prosimo vse, ki ne boste govorili, da izklopite mikrofone, zato da ne bi motili govorcev. Drugič, konferenco snemamo. In če bi kdo želel, da se njegov obraz ne pojavlja na posnetku, preprosto svojo kamero izklopi. Tretjič, najprej bomo imeli oba uvodnika, potem pa čas za vprašanja. Ta vprašanja lahko postavite tako, da se vključite s pritiskom na tisto roko z nama ali pa če v chat napišete to vprašanje. In bomo potem na to odgovorili. In še zadnja, po konferenci bomo izdali sporočilo za javnosti, tako da to, o čemer bomo govorili, boste vsi udeleženci in tudi tiste, ki smo jih povabili, prejeli pisno in bo objavljeno tudi na naših spletnih straneh. Tako, zdaj pa prvi govorec, docent dr. Urh Grošelj. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za vabilo, za organizacijo tega dogodka in priliko, da v bistvu tako kot vsako leto, zadnjih nekaj let, na ta dan družinske hiperholesterolemije, ki ga obeležujemo 24.9., da spregovorimo nekaj besed o tej presnovni motnji in mogoče s tem to ozaveščenost poskušamo še nekoliko dvigniti. Letošnji dogodek smo nekako tudi skladno s temi mednarodnimi trendi na tem področju posvetili predvsem fokusu na zdravje žensk. Ob tem pa bomo se posvetili tudi dvema drugima temama v povezavi tudi z zdravjem žensk in družinsko hiperholesterolemijo. Ena je lipoprotein mali A, ki je zelo pomemben dejavnik tveganja, neodvisni dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni. In pa pogledali bomo, kakšna je situacija na področju zgodnjega odkrivanja družinske hiperholesterolemije in kaj je mogoče novega, kako smo tukaj vpeti v mednarodni prostor in tako naprej. Se pravi, če začnemo mogoče s to nosilno temo letošnjo, se pravi, kot rečeno, tudi v mednarodnem prostoru, nekako se letos temu posvečamo ta dan zdravje žensk pri družinski hiperholesterolemiji. Moramo tukaj vedeti, tukaj pri družinski hiperholesterolemiji govorimo o najpogostejši prirojeni presnovni motnji, ki je hkrati življenje ogrožajoča. Se pravi, družinska hiperholesterolemija je dedna in je prisotna kar nekje na vsakega 1 do 200 do 300 posameznika v populaciji. S tem dobimo veliko se pravi, število oseb s to motnjo tudi v Sloveniji, recimo za eno manjše mestece vsega skupaj, ki so še vedno večina od njih ne ve, da ima to motnjo in so s tem nekako izpostavljeni tem dodatnem tveganju. Se pravi, tukaj, če to poskušamo v neko perspektivo postaviti, veliko odraslih oseb ima povišan holesterol, ampak to ima mogoče v odrasli dobi, lahko je prehodno, lahko so blažje povišana in veliko od teh oseb nekako z izboljšanjem življenjskega sloga lahko doseže neke cilje ali pomembno zmanjša svoja tveganja. Pri osebah z družinsko hiperholesterolemijo pa gre za izrazite povišane vrednosti praktično od rojstva naprej. In te osebe so bistveno bolj ogrožene za kasnejše zaplete. Zdaj, če se tukaj navežemo na zdravje žensk, po enih statistikah, ki smo jih našli, nekako 30% žensk za družinsko hiperholesterolemijo do 60. leta lahko računa z nekimi
lahko tudi težkimi srčno-žilnimi zapleti, kot so miokardni infarkt in drugo. In nekako 20 let prej kot njihove vrstnice, brez tega stanja, lahko pridejo v situacijo, ko so ogrožene za temi zapleti. Na splošno velja, da oseba za družinsko hiperholesterolemijo, kolikor se ne zaveda te motnje, lahko računa za 16 let krajšim življenjem, kar je pomembno. To nam nekako tudi v luči tega, koliko je teh oseb, nekako da neko jasno podlago, da se splača te osebe zgodaj odkrivati. In tukaj, pri ženskah je še vedno nekako živa, pri zdravju ženske še vedno nekako živa ta predpostavka, da so na splošno manj ogrožene za temi zapleti kot moški, da morda ne rabimo biti toliko agresivni pri zgodnjem odkrivanju, pri zadostnem zdravljenju, ampak temu ni tako. Se pravi, večje tuje študije kažejo, da ženske redkeje dosegajo cilje zdravljenja skladno s smernicami, da imajo redkeje statinsko terapijo, da imajo redkeje ustrezno terapijo, da imajo redkeje kombinacijo terapij, in s tem so pogosteje kot njihovi moški vrstniki nekako, bi lahko rekli, ustrezno obravnavani oziroma redkeje dosegajo te cilje. Ob tem pa vemo, da nekako pri tej terapiji, zdravljenju, zlasti statinskem zdravljenju družinske hiperholesterolemije, ki je osnova, nekako v tej rodni dobi oziroma med samo nosečnostjo, moramo prekiniti to zdravljenje za čas nosečnosti in dojenja, in zato lahko ženske v tej rodni dobi pogosto izgubljajo nekaj dodatnih let. Vemo tudi, da med nosečnostjo se pri teh osebah vrednost holesterola za 40% poveča, pri osebah z družinsko hiperholesterolemije je lahko to relativno povečanje še toliko bolj izrazito. In tukaj lahko kar nekaj let, eno celo obdobje lahko pri teh ženskah izgubljeno, ukolikor nismo dovolj striktni, ukolikor niso ustrezno vodene, in iz tega razloga je še toliko bolj pomembno, da smo zelo odločni pri zgodnjem odkrivanju, pri zgodnjem in ustreznem zdravljenju, s čimer nekako lahko ta izpad, pričakovani izpad v kasnejši življenjski dobi nekako nadomestimo. Iz tega vidika se nam zdi zelo pomembno na to opozoriti ob tej priliki, tudi ob drugih prilikah, in mogoče bi na tej točki s tem ta svoj uvodni govor zaključil. Hvala lepa. Profesor Miran Šebestjan, izvolite. Pozdravljeni tudi v mojem imenu, hvala za povabilo. Jaz bom nekaj malega probal povedati o lipoproteinu A. To ni zdaj kakšen nov, bom rekel, narekovaj holesterol. To je bilo odkrito že v 60-ih letih prejšnjega stoletja, vendar pa ni pridobil take zelo velike veljave, predvsem iz enega razloga. Nismo imeli nikakršnih možnosti za zdravljenje zvišanih vrednosti lipoproteina A. Moramo se zavedati, da je v 95% ali pa 95% k koncentraciji pripomore, k višanim vrednostim pripomore genetika. In s kakršnimi koli, bom rekel, nefarmakološkimi ukrepi smo popolnoma nemočni proti povečani koncentraciji LPA-ja. Pomembno je pa tudi to, da zdravila, ki jih drugače uporabljamo za zdravljenje hiperholesterolemij, predvsem za zvečanje vrednosti lipoproteina LDL holesterola, v bistvu nimajo nikakršnega vpliva na lipoprotein A. V zadnjih 10-15 letih, ko se je začel razvoj zdravil za zniževanje lipoproteina A, seveda je pridobil nekaj na veljavi. Pri nas smo sicer ga določali že veliko prej, tudi jaz se spomnim, začetnica tega je profesor dr. Irena Keber, ki je v bistvu prva začela, bom rekel, govoriti o lipoproteinu A tako v raziskovalnem smislu, kot pa tudi v kliničnem smislu. Smo ga določali, smo vedeli, da so te bolniki zaradi tega bolj ogroženi, vendar seveda nismo imeli kakršnih koli možnosti zdravljenja. Ta lipoprotein A je v bistvu poveča tveganje bolnikov z družinsko hiperholesterolemijo poleg LDL holesterola, ki ga imajo že tako povečanega. Ni pa seveda nujno, da imajo vsi bolniki za družinsko hiperholesterolemijo tudi povečano koncentracijo LPA-ja.
Je pa res nekaj, da ne vemo še, ali samo znižanje LPA tudi pripomore k izboljšanju prognoze teh bolnikov. Namreč zdaj imamo na voljo zdravila, v klinični uporabi zdravila, ki vplivajo tako na LDL holesterol, kot tudi na LPA. Tako da ne vemo povsem natančno, kakšen procent tega znižanja tveganja s temi zdravili gre na račun znižanja LDL holesterola in kakšen na račun znižanja koncentracije LPA-ja. Vendar pa analize govorijo za to, da je v bistvu znižanje LPA-ja pomembno. Trenutno so specifična zdravila za znižanje LPA-ja v fazi razvoja, v bistvu potekajo klinične študije, ampak rezultate teh kliničnih študij bomo v bistvu imeli konec leta 2025, začetku leta 2026, če bo vse šlo po načrtih. Zelo veliko podatkov v Sloveniji nimamo o naših bolnikih, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo in LPA, pa ena naša majhna raziskava pod vodstvom profesor Kebrove, stara več kot 20 let, govori za to, da imajo tisti bolniki, vsi za družinsko hiperholesterolemijo, ki so že imeli miokardni infarkt, obenem tudi povečane vrednosti lipoproteina A. Ta lipoprotein A deluje tako kot, bom rekel, navaden holesterol oziroma LDL holesterol, poleg tega pa je zelo podoben nekaterim stvarem, nekaterim substancam, ki se vpletajo, v tem primeru plazminogenu, ki se vpletajo tudi v starjevanje krvi in zato imajo te bolniki ob tem, ko pride do razpoka aterosklerotične lehe, večjo možnost, da tam nastane tudi strdek in imajo seveda s tem večjo možnost, da doživijo akutni miokardni infarkt. Obenem pa ta lipoprotein A deluje tudi na vnetje. Vemo, da je ateroskleroza kronična degenerativna vnetna bolezen in seveda, če je vnetje večje, je večja možnost na eni strani, da pride do razpoka te aterosklerotične lehe, na drugi strani smo pa že prej rekli, v bistvu, da je večja možnost tudi, da nastane tam strdek. To je bilo zaenkrat z moje strani. Slišimo vas. Ja. Jaz če smem mogoče tukaj še dopolniti, profesor Šebestena, zdaj ta lipoprotein mali A, mi precej pozornosti tudi temu posvečamo, tudi v pediatrični dobi že, kot je bilo rečeno, je lipoprotein mali A zelo genetsko pogojen. To pomeni, praktično za večino ljudi bi lahko veljalo, če ga enkrat pomeraš, veš praktično za celo življenje te osebe, kakšna bo vrednost. Iz tega vidika se tudi nam zdi pomembno, pa skladno s temi novejšimi smernicami, oziroma najnovejšimi smernicami, ne bi se pravi vsaka odrasla oseba, kot je bilo rečeno, vsaj enkrat v življenju mora imeti to vrednost pomerjeno. Pri nas pa v pediatrični dobi, pri tistih skupinah, se pravi skupina otrok za družinsko hiperholesterolemijo, tudi ostale skupine, ki imajo povečano tveganje za srčno-žilne zaplete, kot so sladkorni bolniki, zelo debeli, tudi pri teh smo pozorni na lipoprotein mali A kot dodatni možni dejavnik tveganja, ki nam pomaga, se pravi, če ima nekdo že neko osnovno stanje in še povišan lipoprotein mali A, moramo biti nekoliko bolj v tem smislu striktni pri doseganju ciljev v smislu zmanjšanja tega bremena za zaplete, celostnega aterosklerotičnega bremena. Tako da iz tega vidika smo tudi mi pozorni in tudi tukaj ti programi, zgodnji programi prepoznave oseb z izrazitimi dejavniki tveganja, bodo mogli, se mi zdi, tudi že v pediatrični dobi, verjetno na neki točki tudi lipoprotein mali A vzeti v zakup. Tako da zdaj mogoče bi jaz nadaljeval še v tem zadnjem delu, kot rečeno, v zadnjem delu bomo majčkeno še povedali o tej problematiki zgodnjega odkrivanja družinske hiperholesterolemije. Tukaj, kot se že nekaj let pogovarjamo, smo nekako veseli, da tukaj v Sloveniji nekako v svetovnem merilu sodimo med uspešnejše države, kar se tiče prepoznave družinske hiperholesterolemije v otroški dobi. Vsako leto nam uspe tudi kakšen manjši korak naprej narediti. V tem letu smo naš
program zaokrožili, tako da se pravi, v Sloveniji se vsakemu 5-letniku pomeri holesterol, pri tistih z povišano vrednostjo, tisti otroci so napoteni na pediatrično kliniko za dodatno genetsko analizo, kjer lahko mi čisto nedvoumno rečemo, ali je pri tem otroku prisotna družinska hiperholesterolemija ali ne. V tretjem koraku pa pri tistih, ki imajo potrjeno genetsko obliko, lahko precej enostavno pogledamo še, glede na način dedovanja, je 50% verjetnost, da se prenaša ta motnja iz generacije v generacijo. Lahko precej enostavno pogledamo tudi, kateri od obeh staršev ima enako motnjo. In s tem lahko v bistvu zelo enostavno še enega starša odkrijemo, pa v bistvu potem, če bi še naprej vrtamo, vsaj v kakšnem primeru nam to uspe, imamo lahko še nekaj dodatnih sorodnikov tukaj relativno na dlani. To se nam zdi zelo pomembno. In zdaj ta 3-stopenjski program, kot navedeno, je bil v zadnjem letu dokončno kot 3-stopenjski potrjen in je tudi popolnoma financiran s strani zdravstvene zavarovalnice, se pravi, bil uvrščen tudi v splošni dogovor. Se pravi, to je en tak lep dosežek. Druga stvar pa je, da smo lani v oktobra v okviru slovenskega predsedovanja EU organiziran dogodek na tem evropskem nivoju, kjer smo v bistvu to potrebo po zgodnji prepoznavi s presajanjem tudi mogoče te naše izkušnje želeli deliti tudi z ostalimi v prvi fazi evropskimi državami. Ta dogodek je bil zelo uspešen, smo tudi na podlagi tega našega dogodka nedavno oblikovali ene take evropske smernice na tem področju, kjer smo poenotili vse glavne strokovne organizacije, da so podprle v bistvu to potrebo po zgodnjem odkrivanju, zlasti v luči izjemne slabe diagnosticiranosti teh oseb praktično povsod po svetu. In zdaj, ravno v začetku septembra, so Čehi v okviru svojega predsedovanja Evropske uniji naredili nadaljevani dogodek v češkem senatu sredi Prage, kjer pa je bila sprejeta potem še praška deklaracija, zelo nedavno, kjer smo tudi sodelovali. In to je pa zdaj nek tak velik korak naprej v smislu nekako poenotenja evropskega prostora na tem področju. In tukaj smo ponosni, da nekako naš model ni edini. Imajo recimo Nizozemci še nekoliko več edicije, tudi neke druge evropske države, ampak tukaj lahko mi ponudimo tudi naše izkušnje, naš zgled in smo to nekako uspešno naredili in to je pa nek tak mogoče mednarodni korak naprej v tem letu. Se pravi, nekako to leto je prineslo, bi lahko rekli, kar nekaj novosti v pravo smer na področju družinske hiperholesterolemije. Hvala lepa. Hvala obema govorcema. Povedala sta veliko novih informacij. Mi smo seveda na družinsko hiperholesterolemijo zelo pozorni, ker se ukvarjamo s preventivo bolezni srca in ožilja. Zdaj pa odpiram diskusijo. Imamo vprašanja, prej sem povedal, lahko ga napišete, lahko preprosto poveste v mikrofon. Opozarjam vas, da morate seveda odpreti mikrofon. Če ni, mi smo dobili na društvo 3 vprašanja. Že po spletni pošti. Eno je, prvo bi postavil, kakšno je zdravljenje zaradi povišenega holesterola med nosečnostjo? Lahko jaz, Urh? Do pred kratkim je veljalo v bistvu, da holesterola oziroma statinov med nosečnostjo ne predpisujemo. Moramo se namreč zavedati, da razen ekstremno velikih vrednosti trigliceridov, to ni življenjsko ogrožajoče stanje v tistem trenutku. Seveda je to kronično ogrožajoče življenjsko stanje in jih nismo dajali, predvsem zato, ker nismo imeli veliko raziskav. Zdaj seveda teh raziskav nekaj je in najnovejša priporočila so, da v bistvu med nosečnostjo, vkolikor pretehtamo, da je korist večja od tveganja, lahko zdravimo s statini. To seveda predvsem v sekundarni preventivi, to velja, to pomeni za tiste ženske, ki so že pred zanositvijo imele kakršnikoli akutni kardiovaskularni dogodek, tiste v bistvu lahko zdravimo s statini, vendar seveda moramo pretehtati, ali gre za
tveganje in koristi takšnega zdravljenja. Je pa to seveda relativno zelo varno zdravljenje. Ja, morda samo to, tako kot sem prej rekel, tudi to je treba imeti že od zgodnje mladosti nekako pred očmi, mogoče tudi se na ta račun, ker lahko naprej predvidevamo, da bo lahko do kakšne prekinitve prišlo, tudi se mogoče hitreje odločiti, se pravi takrat, da izkoristimo tisto dobo, ko pa lahko, v bistvu zdravimo čim bolje, s tem lahko na dolgi rok še vseeno nekako precej izboljšamo ta profil tveganja za zaplete. Tukaj dve zdravili sta sicer med nosečnostjo taki, ki jih lahko tudi razen, se pravi, tako kot je bilo rečeno, statini, če nekako pretehtamo, da je to smiselno, potem so pa še te, se pravi, zaviralci absorpcije žolčne kisline, ki pa sicer ponujajo manjšo korist, včasih so se jih več posluževali. In pa za težjo obliko, seveda včasih za najtežjo obliko, je možna tudi ta afereza ali pa mipomersen, so tudi še take opcije, ampak za glavnino pa velja to, kar je bilo povedano. In tukaj nekako tudi s to letošnjo temo nekako želimo tudi tem dati mogoče nekaj dodatne pozornosti, da v resnici ukrepamo takrat, ko lahko mogoče toliko bolj ali pa bolj ustrezno. Hvala. Potem je poslušalec oziroma naš član je postavil vprašanje, kako je, če si poleg tega, da imaš družinsko hiperholesterolemijo, še sladkorni bolnik. Kakšni so ukrepi? Ukrepi so popolnoma enaki oziroma pri bolnikih, ki imajo dodatne dejavnike tveganja, poleg hiperholesterolemije, tudi če je družinska hiperholesterolemija, moramo biti seveda še veliko bolj pozorni. In seveda bolniki s sladkorno boleznijo in zraven še hiperholesterolemijo so veliko bolj ogroženi, tako da moramo pri teh bolnikih biti še bolj striktni, še bolj stremeti k temu, da dosegamo čim nižje vrednosti LDL holesterola, če se da, seveda, če ima povečanega tudi LPA. Moramo se namreč zavedati, da tako imenovane prenizke vrednosti LDL holesterola ni. Veliko diskusij je bilo na to, če pa nimam holesterola, pa se določeni hormoni ne morejo nastati. Ni res. Holesterol v celice se prenaša tudi s HDL holesterolom in celice lahko tudi same tvorijo nekaj holesterola, tako da ni prenizke vrednosti. Dokazano je bilo zdaj, da so tudi ljudje, ki imajo genetsko pogojene zelo nizke vrednosti LDL holesterola, to govorimo o vrednostih okoli 0,5 milimola na liter, so popolnoma brez kakršnih koli stranskih učinkov oziroma nimajo zaradi tega nič manj v življenju, seveda imajo pa manj tveganja za bodoče kardiovaskularne dogodke. Hvala. No in še naslednjo vprašanje. Koliko je lahko najvišja vrednost holesterola med nosečnostjo in ali se otrok zaradi holesterola med nosečnostjo povišanega rodi s holesterolom povišanega? Otrok se rodi s holesterolom zaradi genetike, ne pa zaradi holesterola med nosečnostjo. Vemo pa, da to je pač družinska hiperholesterolemija je genetska bolezen, ki je določena ob spočetju. Sama vrednost holesterola med nosečnostjo na to nima nikakršnega vpliva. Koliko je pa lahko največja vrednost med nosečnostjo? Čim nižja, ne? In seveda o morebitnem uporabi zdravil se moramo odločati glede na podlagi tega, a je tveganje večje ali je seveda korist za to bodočo mamo večja. In pa seveda, kar se lahko z otrokom zgodi, je to, da zaradi povečanega holesterola mame lahko se pri njej, čeprav zelo redko, lahko pride do kakšnega akutnega kardiovaskularnega dogodka in takrat je seveda mama ogrožena in seveda posredno tudi otrok. Drugače pa sama vrednost holesterola pri mami ne vpliva na holesterol pri otroku. Hvala lepa. Imam še eno vprašanje, ki nam ga je poslala naša članica. Ali je priporočljivo, da so tisti s povišanim holesterolom zaradi družinskega
družinske hiperholesterolemije, prav tako pozorni na ustrezno telesno težo in da ne kadijo. Ja, bom pa jaz tega vzel še. Zdaj, tako kot je bilo rečeno pri diabetesu, se pravi, dodatni dejavniki tveganja pri osebah z družinsko hiperholesterolemijo, pa lahko je dodatni dejavnik, enega smo predstavili, ti lipoprotein, mali ali neodvisen dodatni dejavnik, ali pa diabetesa, ali debelost, recimo kajenje, previsok krvni tlak in še nekaj drugih je, so zelo neugodni v tej konstelaciji. Se pravi, te lahko bi nekako poenostavili, pa rekli, da se ta tveganja nekako ne seštevajo včasih, ampak se množijo med sabo. To pomeni, ob dodatnih dejavnikih tveganja lahko posameznik pride v situacijo, ko ima lahko izrazito dodatno povišano tveganje. Tukaj smo mi nekako veliko pomena temu polagamo že pri teh skupinah otrok, ki jih spremljamo. Se pravi, izjemno pomembno je, da oseba za družinsko hiperholesterolemijo nikoli ne začne kaditi. Seveda, mi lahko otroka na ta način še nekako vzgojimo. Seveda, če je diagnosticirana kasneje v življenju, lahko situacija obrne, ko že kadi, v tem primeru mora res nujno prenehati s kajenjem. To je ena taka stvar, ki jo poskušamo vsakmu položiti na srce. Seveda, previsoka telesna teža je z zdravim načinom življenja, zdaj obstajajo tudi lahko že določene učinkovite terapije, je zelo smiselno, da se jo zniža. Prav tako je treba v teh primerih dosti agresivno zdraviti ostale dejavnike tveganja, nižati krvni tlak, imeti sladkor pod kontrolo in tako dalje. Se pravi, tem celostnem profilu kardiovaskularnega tveganja dajemo zelo veliko pozornosti, pa mislim, da bomo v prihodnje tukaj še bolj striktni oziroma mogoče imeli še nekaj več vedenja v resnici, na kakšen način to istočasno početi. Hvala lepa. Še eno vprašanje od naših članov. Ali lahko holesterol pri mami preide v mleko? Ne. Torej, odgovor je jasen, ne. To, kar smo dobili na društvo, sem izčrpal, torej od naših članic in članov. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ne vidim. Bosta uvodničarja mogoče še kakšen zaključek dala? Tudi ne. Hvala lepa. Torej, še enkrat ponovim. Izjava za javnosti gre zdajle na pot po elektronski pošti in bo tudi na naših medijih, spletne strani in potem tudi še v reviji za srce. Hvala vsem, ki ste bili z nami, predvsem pa hvala našima sogovorcema. Kaj bi rekel? Pazimo na svoj holesterol in na svidenje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Svidenje.